Od ene odvisnosti pa do druge in ta je še posebej nevarna, ker se tiče naših najmlajših. Opažamo, da kadar starši želijo začeti omejevati, odvzeti, se pojavlja impulzivnost, močne čustvene reakcije, jeza. Seveda so v stiski, ker smo jim neko priljubljeno stvar vzeli. Kaj smo jim vzeli? Zato je nujna pomoč, podpora staršev v obliki omejevanja nekih dogovorov, pravil, ker drugače nenadzorovana uporaba v večini primerov vodi v ali prekomerno uporabo zasvojenosti. A mi bo kdo povedal, kaj smo jim vzeli? A zasvojenost je skrajna faza. Težave se pojavijo že mnogo prej. Kažejo pa se tudi kot upad zanimanja za šolo. Tudi do točke, da otrok v šolo več noče. Dobro, zdaj pa tega dosti. Kjeri drogi govorimo tle? Prekomerna uporaba pametnih naprav in vsega, kar omogočajo, vpliva tudi na otrokovo koncentracijo in spomin. Okej, telefone smo jim vzeli, okej. Jaz sem pa mislil, da so bili najmanj Haribo bomboni, ne? In kaj se da glede tega narediti? Na izolski enoti Centra pomoči pri prekomerni rabi interneta poudarjajo, da je otrokom in mladostnikom potrebno uporabo pametnih naprav omejiti. To pa je naloga staršev. Kaj, da jim starši umijo? Pa se nimajo cajta, ste so sami cel dan na telefonu. Koga hecamo tle? Jaz sem bil tudi odvisen od telefona, ker sem bil toliko star. Sam zaradi klicev na 090 sem hit po prstih dobil. Konc meseca, ko je prišel račun za telefon. Ni dolgo trajala odvisnost, lahko vam povem. Pa nimam fetiša po prstih kabeno. Me pa zanima, kaj otroci danes delajo na telefonih. Raziskava Zveze potrošnikov Slovenije je pokazala, da lahko mladostniki tudi preko spleta brez ovir nakupujejo alkoholne pijače. A vi mene hecate, se prav uporabljajo eno drogo, da naročijo drugo. Mati božja, zakaj? Mladi pijejo alkohol predvsem zato, da se sprostijo v povezavi z preobremenjenostjo šolo, dostikrat tudi zato, da neko slabo razpoloženje izboljšajo. Zelo velikokrat pa navajajo, da zato, ker jim je dolgčas. Ker jim je dolgčas. Vzame mami telefon, fotru kreditno kartico, najde spletno trgovino z alkoholom, naroči dostavljalca, točno v uri, pošlje starše na sprehod, se dobi z dostavljalcem, prevzame paket, se zapre v sobo, odpre pir. Zakaj? Ker mu je dolgcajt. In kdaj mladina dan začenja piti? Prene 15, 16. 17. Zdaj so že mlajši, ki pijejo. Ne vem, 14 let vidiš, da pijejo. Skozi mlajši. Ja, mi smo pri 15, ja, zdaj je pa to grozno, ja, res, kaj pa je? Ja, zdaj pa že pri 14. Kaj bo drugo let? 13 pa pol. Isto kot tista mama, ki na telefonu na forum piše drugim mamicam. Ja, ti mladi skozi visijo na forumih, pa druge mamice. Ja, sem res, ja, sem res. Imaš prav, Milena, imaš prav. Mar bi šli mulci delat, ne vem, magari v dom za ostarele. Vsaj na telefonu ne bi imeli cajta viseti. Ali bi? Mladoletna dijakinja, ki se je med opravljanjem počitniškega dela v domu starejših Trebnje izživljala nad oskrbovancema, se je svojim nizkotnim obnašanjem še hvalila. Posnetke svojega zavržnega početja je namreč objavljala na družbenem omrežju TikTok. Očitno še danes velja tista, ki so nas naučili starši, da se ne smemo spravljati na mlajše. Zdaj pa... Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.